Pozdravljeni! V tem že običajnem prispevku pred kvalifikacijami si bomo najprej pogledali tehnične zanimivosti, ki so jih ekipe pripeljale za to dirko. A med veliko nagrado Rusije in veliko nagrado Singapurja je le teden dni, ekipe so daleč od svojih sedežev, tako da kakih revolucionarnih rešitev ni niti za pričakovati. A vseeno je kar nekaj zanimivosti. Najprej ta, da tiste rešitve, ki smo jih videli v Singapurju, so po večini ostale tudi za Rusijo in vidimo, da pri Ferrariju nadaljujejo s tem novim nosom, ki smo ga občudovali le teden dni od tega. Zanimivo je bilo pogledati pred bokse ekipe Racing Point. Tam smo lahko videli še zmeraj tisto staro obliko nosu, katerega na dirki že nekaj časa nismo videli. A poglejmo neko zanimivost, katero ne vidimo vsak dan. Bolidi Formule 1 imajo ponekod še zmeraj to vetrobransko steklo, ta majhen ščit iz prozornega pleksija pred vozniško kabino. No, pri različnih ekipah ima različno obliko. In če ima pri Ferrariju neko, bom rekel, tradicionalno, da je samo rob, poglejmo, kako ima pri Haasu, Racing Pointu in Mercedesu, s temi velikimi trikotnimi izseki, kateri generirajo vrtince. Seveda, to je slabo viden detajl in vidimo ga ponekod, ko kaže kamera kar voznika, ko vozi med dirko. Še ena malenkost, na katero lahko smo pozorni med dirko. Poglejmo, kaj pravijo ekipe same. Pri Mercedesu so sporočili, da ima Ferrari po njihovem nekje 20 konjskih moči prednosti pred njimi. In to na teh dolgih ravninah in ostrih 90-stopinjskih ovinkih v Sočiju naj bi bila izjemna prednost. A problem je tisti tretji sektor, kjer bo pomemben ta aerodinamični oprijem in predvsem mehanski oprijem vsakega bolida. Zato so pri Mercedesu začeli testirati neko novost. Tretji element njihovega prednjega vpetja je izgubil hidravlični element in so začeli testirati vzmet Belleville. To je element, kateri je sestavljen iz skupine diskov, podobnim, bom rekel, podložkam, izbočenim podložkam, kateri deluje kot vzmet. In to lahko že za dirko oziroma za tisti čas, ko bojo ta tretji element, hidravlični, prepovedali. Bomo videli naprej, bomo videli, kako se bo obneslo. Pa pojdimo raje na pogonske sklope. Tu je ogromno novitet. Najprej, pri Ferrariju naj bi uporabili tretjo specifikacijo, ki smo jo videli že kar nekaj dirk do konca sezone, z dvema izjemoma. Velike nagrade Mehike in veliko nagrado Brazilije. S to pripombo naj bi ta specifikacija 2 bila na razpolago za vse proste treninge v petkih, kar bi pomenilo za te dve dirki kar precejšnjo kilometrino na pogonskem sklopu in bomo videli, če bo to res, da jih bojo rabili tudi na dirki. Pri Mercedesu bojo končno uporabili stalno specifikacijo 3, naprimer že v prejšnji dirki so imeli specifikacijo 2. Verjetno so odpravili tiste težave, ki so jih imeli z tem pogonskim sklopom in videli bomo, ukolikor deluje brez problemov. Seveda ne ve se, kateri bo uporabljen v petkovih prostih treningih, sam sumim, da bojo še zmeraj rabili stare pogonske sklope oziroma motorje z notranjim izgorevanjem specifikacije 2. Pri Hondi smo pa bili presenečeni, ko smo slišali, da bojo vsi bolidi dobili nove motorje z notranjim izgorevanjem specifikacije 4. Ampak da si bomo bolje razumeli, specifikacija 4 je že debitirala v Formuli 1 na veliki nagradi Belgije oziroma veliki nagradi Italije. Dokaj sveže. A pripravljajo se na domačo dirko veliko nagrado Japonske. In v japonski kulturi je, da prav na domači dirki morajo dati najboljše od sebe. Zato so, po mojem mnenju, naredili to. Kazen bojo odslužili v Rusiji, a dvomim, da bojo nove, stare specifikacije 4 uporabili na dirki. Odslužili bojo samo kazen, podobno kot je naredil Renault, in tiste elemente z praktično minimalnim številom kilometrov uporabili na domači dirki. Po njihovih pričevanjih naj bi bila razlika med tisto prejšnjo in to enoto samo v izgorevalni komori in za veliko
nagrado Japonske naj bi imeli tudi novo gorivo, a to bomo vse videli. In ukolikor kdo dvomi, da so kar naenkrat tako hitro zamenjali te elemente pogonskega sklopa, naredimo kratko računico. V prejšnjih obdobjih so pogonske sklope pri Hondi menjali na 3 do 4 dirke. In če pogledamo od Belgije do Japonske, so seveda 3 do 4 dirke. In res bi bilo nečastno za Japonce, da bi imeli kazenska mesta prav na domači dirki. Zato so se odločili za ta manever v Rusiji. In pravzaprav neumno bi bilo, da bi oni, bom rekel, kilometre nabirali na dirki sami, ukolikor vemo, da niso še izpolnili tistega bonusa, da imajo še možnost na teh starih pogonskih sklopih končati dirko. Poglejmo pa, kaj kažejo še druge kazni, to se pravi, Verstappen, Albon in Gasly bojo imeli 5 mest kazni, Kvyat bo imel še druge elemente, zamenjal bo vse razen baterije pa komandne elektronike, to se pravi, začel bo iz ozadja in kar je znano, tudi Kubica bo zamenjal motor z notranjim izgorevanjem, MGUH, pa turbino, tako da bo tudi on začel iz konca štartnega razporeda. Toliko o tehniki, pojdimo na tisto, kar smo videli na prostih treningih. Na prvem prostem treningu je bila slika rahlo zmedena, namreč. Pri Mercedesu so se orientirali bolj na tiste srednje in najtrše pnevmatike, pri Ferrariju so delali tudi na tisti najmehkejši, podobno pri Red Bullu. In zato tisti razmiki, ki smo jih videli na prvem prostem treningu, niso bili ne vem kako mirodajni. A tudi drugi prosti trening je pustil predvsem mešane občutke. Enkraten čas Maxa Verstappena, kateri pa ni v boju za pole position, oziroma tudi če bo na polu, bo dobil 5 mest kazni. Nato velika razlika med Leclercem pa Vettelom, govorimo okrog 7 desetink, vmesniju pa oba Mercedesa. Res je Leclerc že dostikrat pokazal, da je hitrejši od Vettela, a konec koncu meni osebno se zdi z enakim bolidom 7 desetink razlike med njiju ogromno. In tudi prednost, ki jo je pokazal Verstappen, kljub temu, da ima morda vgrajen tisti nov motor z notranjim izgorevanjem, se mi zdi ogromna. Predpostavljam, da še zmerom se vse ekipe skrivajo. Videli bomo na kvalifikacijah tisto pravo hitrost. Tudi ritem, ki smo ga videli na drugem prostem treningu, je bil precej počasnejši od tistega, kar smo videli lani, a treba je imeti v mislih tudi, da lani so bile pnevmatike mehkejše, tako da to pravzaprav ni merilo. Zanimivo je to, da sta oba Mercedesa malce pred Vettelom in bistveno za Leclercem, Verstappen je pa bistveno pred vsemi in s tem bo kaznovan. To se pravi, kot sem povedal, po moje še niso pokazali vsi svoje prave moči in videli bomo prve pokazatelje na kvalifikacijah. A vseeno vidimo to, da je Ferrari bistveno hitrejši od Mercedesa v prvem in drugem sektorju, medtem ko v tretjem sektorju tisti, ki rabi oprijem tako aerodinamični kot mehanski, prevladuje Mercedes. Ne vem, kako se bo izteklo, nimam kakih občutkov za kako resno napoved, a vseeno mislim, da bo zelo zanimivo. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.